Kot predstavnica Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor smo v zadnjih 2 tednih opažamo, da so nižje zaloge krvi. Poskušali smo preveriti statistične podatke in smo ugotovili, da poraba krvi v lanskem letu ni bila višja odnosno nižja kot letos. Podatki so primerljivi. Nižje zaloge krvi so po vsej verjetnosti posledica slabšega odziva posameznih krvodajalcev v severovzhodni Sloveniji. Poskušala sem reševati, predlagala sem določene ideje, vendar sem se končno samoiniciativno odločila in dala pobudo Območnemu združenju Rdečega križa Maribor, da zaprosi predstavnike oziroma Slovensko vojsko za izredno organizirano krvodajalsko akcijo. Jaz mislim, da z izrednimi krvodajalskimi akcijami določenih ciljnih skupin lažje koordiniramo delo, zbiranje in zaloge krvi na določenem področju. Zato smo se danes nekako srečali s predstavniki vojske, poskušamo promovirati, iščemo podporo, kratkoročno, dolgoročno, da ta sistem širimo, da bomo tudi čez 10 let imeli prostovoljno in neplačano krvodajalstvo v Republiki Sloveniji. Jaz upam, da nas bodo podprli in zato jih tudi že za naslednji teden vabim, da se udeležijo krvodajalske akcije na Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor, na primer v ponedeljek, torek ali v sredo v tednu. Naš delovni čas je pa razviden na spletni strani in tudi na spletni strani Rdečega križa Maribor. Torej, danes ste darovali krvi, zakaj ste se odločili za to dejanje? Zaradi nesebične pomoči, kjer jim to pač dejansko potrebujejo, ker s tem, da lahko pač dejansko človeku pomagam. Niste pa tokrat prvič darovali krvi, ne? Ne drži, večkrat sem že daroval. Kolikokrat bi recimo rekli? Vsaj 10-krat, ne vem pa točno število. Kri ste danes darovali kot predstavnik Slovenske vojske, kaj ne da? Drži. Kako pa je s krvodajalstvom drugače v Slovenski vojski? Naši pripadniki se dejansko redno udeležujejo krvodajalskih akcij, hodijo na 3 mesece, na različne dneve. Bi pa rad za to akcijo dejansko povabil tudi pač naše pripadnike nek kvečenemu številu, da pridejo tudi sem. Kako ste pripadniki Slovenske vojske aktivni recimo pri krvodajalskih akcijah? Veliko število pripadnikov Slovenske vojske je rednih krvodajalcev in redno pomagamo sočloveku z darovanjem krvi. Poskušamo se pa tudi v čim večjem številu vedno odzvati na akcije, kot je današnja, da pomagamo takrat, kadar pride do kakršne ali skupinske nesreče ali da pa je pač pomanjkanje krvi, tako kot sedaj. Poskušali bomo tudi ostati na tem in nekako se trudimo, mi starejši, ki smo, da bi pridobili nove krvodajalce med mlajšimi pripadniki Slovenske vojske in moram reči, da nam to kar uspeva.